You're going to lose most of the day at a job that doesn't fill your heart and separates you from your loved ones, steals your dreams, and barely helps you to cover your expenses. Another morning you sigh, and then decide finally to face up to this gray day. What you don't know is that it is totally up to you to change this story, and that right now, believe it or not, you have everything you need for success. The most dangerous thing when you wake up each morning is to believe you can't do anything else, that you don't deserve anything else. But you are wrong. You have a dream, right? You have the dream of changing your life. You have the dream of living your life just as you wish, and stop giving away the best hours and the best years of your life in order to survive, month after month. There is another way of working, another way of doing business. Flexible, without limits, and where you can start from scratch and go as high as you want. There's a key that will open the door to another way of living life with complete freedom. Welcome to network marketing. To start your own network marketing business, you really just need to be ready to do it and have a burning desire to change your salary position to that of a successful person with financial and personal freedom. Everything else consists of only a few small and simple steps that will start from the first day you decide to take action. I will tell you how it is possible to start today if you wish, because it is a decision that will change your life in the long term, drastically. But you don't necessarily have to change your whole routine to make it work. You can take your first steps in network marketing while still maintaining your job, earning your income while discovering yourself as a network professional. The flexibility of this profession allows you to develop it anywhere, anytime, taking advantage of any time you have free. You can start by creating a contact list of all those people you know and who may be interested in your business or your product. You may not be aware right now, but make a list of the people you know, even if you don't know them very well, even the people you meet on the train. You might not like the idea of selling to close friends and family too much, but remember, your job is to invite, and these people know other people to invite. And every day you go out, you can invite at least one person. Do you know what is the best thing about network marketing? The fact that it allows you to meet new people constantly. Some of those people will become essential for you. You'll make great friends, people you'll want to call family with pride, those who have the same dreams as you do. Can you imagine fulfilling those dreams working side by side with people who understand you? Working only with the people you want is already a dream for most people. This is possible if you open up to meeting new people with network marketing. Another advantage of network marketing is that it allows you to create your own business with minimal investment. While all traditional businesses bear large expenses and higher risks, network marketing requires little money to start. Your fee to register or to obtain the first products can be easily paid by managing the numbers in your monthly budget. Can you not go to the movies this month? Or not go out to dinner for the next 2 or 3 weekends in order to start your business? It's that simple. To create a traditional business, you would be asking for a loan from the bank. To starting your network marketing business, you just have to do without a couple of superfluous expenses. Sometimes, a small sacrifice at the beginning is all you need to start creating a life where you won't have to sacrifice the most important thing again: quality time with your loved ones. But this network marketing business is new to me, you may say. How do I know it's a legitimate business? Of course it is. It is a regulated business that works worldwide. All network marketing companies must be audited according to the regulation in each country where they operate. As in all businesses and even in all professions, there are people who don't succeed because they can't or don't wish to fully commit. Some others have bad experiences because they bump into bad professionals. Many of these people decide that the entire industry is going bad because they did badly. Can you imagine watching a bad movie in the cinema and deciding that you will never see another one? Or going to a restaurant, receiving bad service and deciding not to eat out again?
This is the same logic that pushes someone to say that all network marketing is wrong. You must give yourself the opportunity to make it work for you, because it is in your hands to be able to create a business from scratch and build the life you dream of. Your family, your partner, your children, they will support you, even if at first they may think you are crazy. Don't be afraid. They will soon see that you're doing it for everyone. This decision is not only to start a new business, it's to start a new way of life from which everyone around you will benefit. Imagine waking up again without that dreadful feeling of defeat each morning. Imagine that you wake up full of energy, excited because today you're going to do something different. You'll meet people. You'll discover talents that you didn't know you had. You will have more time to dedicate to your family. Take them on a vacation anywhere in the world. Imagine that you could leave that job, finally, because your business income exceeds your salary. And you won't have to worry about reaching the end of the month, which was the way it used to be in your previous life. And if you don't just have to imagine it, what if you could start living it now? The sooner you start, the sooner you will be living your dream. Your desires, your love for your family, your wish to change and turn your life around. Your hunger for success. These are the only things you need right now to get started, and the most important things to succeed on your own terms. Dober večer, Slovenija, dobrodošli. Andreja Terčelj je moje ime. Dober večer. Želela bi vam predstaviti Romana Rosolnika, srčno osebo, zaradi katere je danes sploh možno, da imamo ta webinar, da so vas vaši prijatelji povabili na to predstavitev. Brez Romana tega zagotovo ne bi bilo. Odlična oseba, polna znanja in vas vljudno prosim, da mu prisluhnete, kaj vam bo danes povedal. Izvoli, Roman, beseda je tvoja. Ja, dobro večer, želim se skupaj. Z moje strani, jaz sem Roman Rosolnik, da se še samo malo predstavljam tiste, ki me poznate. Tistem, ki me ne mogoče tako novega zvedeli od mene. Star sem 56 let, Ljubljančan, imam 2 odrasla otroka, dobro preskrbljena, oba dva, enega vnuka. Zdaj žena poskrbi moja sedanja, da imam spet novo otroka v družini, imam enega velikega ovčarja, avstralskega, spet otroke prebajci, nisem se še uspel znebiti. Drugače pa verjetno bo poslovno zanima, kaj pravzaprav počnem, kaj me pravzaprav zanima v življenju. Celo življenje sem freelancer. Ko sem končal šolanje, sem bil 4 leta v službi, klasični uniji od 9 do 3. Zelo hitro sem prišel do tega, da to ni nekaj, kar mene izpopolnjuje življenje, zato sem potem v življenju kasneje veliko izobraževal, predvsem na področju financ. Skratka, živim totalno izven škatle. Drugače, osebno me zanima, ne vem, fotografija, sem strasten brat, zanima umetnost, potovanja in tako naprej, vse lepe stvari. In moj hobi tudi razmišljanje. Ste kdaj imeli še nekaj prijatelja, ki ste ga vprašali, kaj ne bo hobi, da vam rekel, da razmišljanje? Takih verjetno ni prav velike. Skratka, o čem pa razmišljam? Pravzaprav, mene milijon stvari v življenju zanima. Zdaj sem zelo z očmi vedno oprt naprej. Sem človek, ki me ne zanima, kaj je bilo včeraj, zanima me, kaj bo jutri. Sem človek, ki me ne zanima, kakšen bi svet mogel biti. Več razmišljam o tem, kaj lahko sam prispeval k temu, da bi bil svet tak, kot si ga želim biti. In tako naprej, tudi ima tudi malo občutek, kakšen je moj miselni tok. Zdaj, zakaj sem se odločil za sodelovanje s tem podjetjem? Razlogov je več, vsaj 3. Enega bom povedal zdaj takoj, enega potem prezentacijo, enkrat pa ob kakšni drugi priložnosti, na kakšnem drugem mestu srečali. Zdaj bom z vami podelil en PowerPoint, bomo kar prišli v bistvu, prvemu mojemu razlogu. Ok, danes sem pogovarjal o podjetju Success Factory. Tukaj sem danes pripravil en screenshot iz
spletne strani, ki verjetno veliko od vas pozna, gre za spletno stran Business from Home. Tukaj so praktično vsa relevantna podjetja, tista, ki so stara, nova, od starih, ki se ukvarjajo z direktno prodajo. In prvi moj razlog je bil to zaradi te velike vizije, ki imajo. Tukaj lahko to vizijo malo pogledate si čez cifre. Danes me je ponovno opomnil, da je cifre naš dragi moj cenjeni sodelavec, Boris. Sem tole si pogledal, sem mi kar usta dol padla. Če pogledate tole rast, recimo leta 2017 je imelo podjetje 17 milijonov prometa letnega, leto kasneje 170 milijonov, se pravi 1000% rast. In lansko leto, zdaj so prišli te rezultati ravno na novo ven, 320 milijonov ali pa 320 milijonov dolarjev prometa se ni pomembno. Se pravi, skratka, ponovno več kot 800% rast. Tukaj lahko pogledate še desno od spodaj, da je v bistvu naša spletna stran oziroma ponudba Success Factory je trenutno najbolj iskana ponudba na tej spletni strani. To je spletna stran, kjer približno 20 do 30 tisoč ima obiskov vsak dan. Se pravi, trenutno je to najbolj obiskan projekt na svetu. To imate eno predstavo, za koliko blazno velik projekt gre. Jaz bi vam na tem mestu, ko pogledate te cifre, mogoče si večina od nas sploh ne predstavlja, kaj to pomeni, taka gromozanska rast. A mogoče kdo od vas ve, pa mi ne piše tukaj v chat, koliko je rabila recimo Coca-Cola, vsi poznate na tem klicu Coca-Cola, koliko je rabila Coca-Cola, da je prišla do svoje prve milijarde dolarjev prometa. Dobi od mene nagrado tisti, ki bo najbližji, pa da ne bo več kot 10% falil, da ne boste kakšne treparije pisali. Skratka, tisti, ki mi ne piše v chat, bomo kasneje potem pogledali, koliko po njegovem je rabila firma Coca-Cola, da je prišla od svojega začetka do prve svoje milijarde dolarjev prometa. To je ena stvar, če smo rekel, za tiste, ki ste bolj zeleni, se pravi, ki vas bolj navdušijo, prepričajo številke. Drugi razlog je pa zame še pomembnejši, ki je pa globije, pa vizija, ki ima to podjetje. Se pravi, vizija podjetja je, da bi milijonom in milijonom ljudi po svetu pomagala, da bi stopili iz te podganje dirke, v kateri je cel svet v tem tekanju za denarjem in da bi pomagala ljudem, da bi se več ljudi imeli ponovno nasmeška na svojih obrazih. Jaz dejansko res ne želim delati več s podjetjem, ali pa ne bi želel, tako se bom raje izrazil, s tem bomo tudi povedal svoj zakaj, delati s podjetjem, ki mu je edini cilj denar. Ker če ti je edini cilj denar, videli boste, da so mladi lastniki tega podjetja, tistim podjetjem, ki je edini in zadnji in končni cilj denar, zelo hitro potem skrenajo z začrtane poti. Se pravi, njihova vizija daleč presega zgolj to, da bi nekaj zaslužili. Dejansko res je ta misija bistveno večja. Če gremo naprej zdaj, se pravi, vprašanje, ki se ga lahko na tem mestu postavimo po tistih cifrah, ki sem vam zdaj povedal, je, lahko ena ideja spremeni svet. Andreja vedno reče, potem, kar se zdaj dogaja, trenutno vidimo, da lahko. Kako pa je s temi idejami? Pravzaprav vsi od nas smo že videli množstvo verjetno dobrih idej v življenju. Vsak od nas je verjetno že slišal, pa ima svojo lastno dobro idejo, ali pa se je pridružil enemu projektu, enemu poslu, za katerega je pač smatral, da ima dobro idejo, da ima dober koncept. Kaj se zgodi potem na tej poti? Kakšni so razlogi, da veliko teh dobrih idej crkne? Jaz razumem, da so še druge okoliščine, vedno pravijo, tudi morate biti pravem trenutku na pravem mestu, lahko so ekonomske okoliščine, take, druge, tretje, ampak glavni razlog, da lahko ena ideja postane velika, ali pa da propade, jasno, tudi, so vedno ljudje. Se pravi, zame je bilo zelo ključnega pomena, da sem spoznal, kdo so ljudje, ki to firmo furajo. Ker sem se na svoje lastne oči prepričal, da so to ljudje, ki imajo integriteto, da so to ljudje, ki jim ni, kot sem prej povedal na začetku, edini in zadnji cilj na svetu denar, dejansko res želijo pustiti neko sled na tem svetu. In ko sem spoznal, da imajo resurse, se pravi, da imajo in denar in ljudi, da lahko to idejo spravijo v življenje, takrat je bila moja, zaveza, moja odločitev, da bom sodeloval s to firmo čisto dokončno. Jaz sem se pridružil pred 7-8 meseci, niti ne vem točno kdaj, ker dan je bil, nas je bilo, mislim, da 270 tisoč.
Se pravi, danes je ta slajd že strt, danes je cifra že preko 500 milijona. Se pravi, dejansko se vsak mesec pridruži, oziroma vsak dan okrog 3 do 4 tisoč ljudi se po svetu pridružuje. Firma dela v 190 državah po svetu in tisto, kar bom danes večkrat poudaril, tisto, kar je lepota, tisto, kar je ponudba za vse nas, je to, da imamo digitalne produkte, kar pomeni, da lahko delamo od doma. Se pravi, to je danes ali po naslednjih mesecih ali pa letih bo pesem, ker bomo vse večkrat mogli si prepevati, ker situacija je zdaj taka, kot je. Tudi, če se čez en mesec vse popravi, dejstvo je, da bo v naslednjih mesecih in letih milijone in milijone ljudi po svetu pač iskali novo priložnost, kako pride do dodatnega služka ali pa celo spremeniti kariero. Se pravi, firma ima super vizijo, se pravi, partner, s katerim imate možnost sodelovati, je top of the top, najboljši na svetu, oziroma med tem, da gre na tej poti, da bo najboljši, imamo digitalne produkte, se pravi, ni vam treba z enimi vrečkami okrog hoditi, razmišljati o transportu, o skladiščenju in vse to, kar prinesejo s sabo fizični produkti. In ne vse zadnje, imamo različne produkte, tako da mogoče je za kakšnega primerna ena stvar, za nekoga, ki je drugega. Tukaj vidite te naše produkte od firme Success Factory, se pravi, Success Factory je affiliate firma, ki pač ponuja nam sodelavcem v trženje, v promocijo različne produkte. Jaz sem danes 99% časa po svetu enemu samemu produktu in to sicer naša kriptovaluta Dacoin. Te nove produkte se dodaja zaradi tega, ker mogoče pa za nekoga je vse, bom rekel, zgodovinsko prezgodje, kljub temu gre za novo industrijo, kljub temu, da je 12 let star, gre za novo industrijo. Zato so dodali še neke druge produkte, mogoče samo 2 stavka o vsakmu. Forex Insider pač ponuja, da lahko sodelujete na največjem finančnem trgu, ne da bi bili finančni strokovnjak. Firma vam enkrat na dan, v povprečju enkrat na dan pošlje signal, kjer imate točno navodila, v katero pozicijo vstopite. Se pravi, ni vam treba kaj dosti razumeti o tem, kaj se dogaja na tem globalni online menjalnici. Enostavno pač se naročite na te signale od podjetja, ki dobivate enkrat na dan. Bank je v bistvu čist nefinančni produkt, govori pa oziroma je v pomoč tistim, ki želijo razviti svoje komunikacijske spretnosti, svoje retorične spretnosti, svoje prodajalske veščine, ker dejstvo je, da smo ljudje si sile različni in raziskave pač kažejo, da dostikrat ne uspemo zaključiti, dostikrat ne uspemo z nekom blizu priti s preprostega razloga, ker ne govorimo istega jezika. Mislim istega jezika, ne. Jaz ne vem, z ženo govorim isti jezik, pa se zelo pogosto ne morem sporazumeti. Kamoli v prodaji je to zelo pomembno, da razumemo, kdo je naš sogovornik. Se pravi, in ta sistem, ta bank je v bistvu mešanca umetne inteligence in to se danih spoznan v človeškem vedenju, zakaj pa se odločamo tako, kot se odločamo. Se pravi, za vse tisti, ki vas zanimata te 2 produkta, imamo čisto posebne ločene webinarje, lahko vprašate tiste, ki so vas danes povabili, kdaj si to lahko malo bolj natančno gledate. Se pravi, tisto, ki je pa moja ljubezen, to je tudi bazični produkt od Success Factoryja, to je tudi v bistvu naš produkt, zato ker te 2 ostale 2 sta zunanja podjetja, ki so se pridružila, je pa Dacoin. Jaz sem preden sem spoznal podjetje Success Factory, sem že kar do dobra, bom rekel, spoznal kriptosvet in to je v bistvu moj drugi razlog, zakaj sem se odločil. Prvi sem povedal zaradi vizije, drugi razlog je bil ta, ko sem razumel koncept, ki ga firma ima. Se pravi, koncept firme je, da bi bila to ena bolj uporabnih kriptovalut. Rekel sem, da sem do dobro spoznal ta svet, spoznal sem, kako je v bistvu ideja kriptosveta fenomenalna, kako je v esenci, v bistvu te ideje ena krasna zamisel, kako poskrbeti za bolj pošteno distribucijo denarja na tem svetu. Po drugi strani sem pa tudi imel priložnost spremljati, kakšne vse izzive ima ta kriptosvet. In ravno zaradi tega sem navdušen nad tem podjetjem oziroma nad to našo kriptovaluto, ker je, bom rekel, na nek način ustrezno rešilo vse tisto, kar sem jaz videl kot pomanjkljivo v zadnjih 10 letih, da se pač ta kriptosvet spremlja. Se pravi, kje so zdaj te, bom rekel, pomanjkljivosti, ki jih je firma rešila? Ne bom govoril o pomanjkljivosti, bom govoril, kakšne rešitve firma ponudila. Teh je cel kup,
Obljubim pa sem vam, da bom danes kratek, ker danes ste prišli samo zaradi osnovne informacije, tako da vam bom naštel samo 3 te naše, bom rekel, prednosti, ki štrlijo ven. Prva in največja je sigurno tehnologija. Tehnologija, ne bi zdaj preveč v detalje tukaj šel, mogoče ste od vas nekateri kriptopoznavalci, pa ne bi rad z vami se preveč zapletel v neke polemike okrog tehnologije. Dejstvo je, da obstoječi kriptosvet, noben na svetu, noben kriptožeton nima tehnologije, ki bi lahko pokril množično uporabnost. Nima noben. Se pravi, vi lahko danes plačate z Bitcoinom marsikje že, zato ker je uporabnikov, ne vem koliko, 20,000, 30,000, 50,000, ne vem koliko jih pač je. Pa kljub vsemu se včasih zgodi, da transakcija traja z Bitcoinom recimo 10 minut, pa pol ure, pa tudi več ur včasih lahko. Se pravi, prva stvar, ki mora imeti firma urejeno, da sploh lahko razmišljamo o uporabnosti, je to, da imamo sploh tehnologijo. Se pravi, in naše podjetje ima tehnologijo, ki sploh ne temelji na blockchainu, ne temelji na miningu, ampak se transakcije potrebujejo na en popolnoma drugačen način, ki se mu reče blockchain. Obljubil sem vam, da tega vam ne bom razlagal, da bom svoje obljube držal, da vas ne bom tukaj zamoril, ker bi vam dal lepo informacijo, kaj boste vi imeli od tega, ampak to je kljub vsemu izjemnega pomena. Ker če delamo s tehnološkim podjetjem, bo v prihodnosti dominiralo trg tisto podjetje, ki bo tehnološko superiorno. Vse to je logično, Se pravi, naše podjetje pač omogoča neomejeno število transakcij, zato je ta tehnologija, jo razumeli, ne razumeli, tako zelo pomembna. Jaz mislim, da čez 5-7-10 let noben več ne bo tem govoril. Se pravi, prevladalo bo itak tisto podjetje, ki bo ponudilo ustrezno rešitev na trgu. Drugi razlog, zakaj je ta naš coin, DACoin, tako zelo poseben, oziroma zakaj vsi, ki smo aktivni, ki poznamo to, verjamemo, da je to lahko ena velika zgodba o uspehu, je to, da gradimo največji ekosistem na svetu. Kaj to pomeni? Pač v mojih preteklih izkušnjah, v preteklosti sem veliko nekih coinov kupil, veliko raznih ICO-jev. ICO-ji so pač coini, ki jih nova podjetja izdajo, ima neko novo zamisel in potem razvijajo en produkt ali pa razvijajo eno storitev ali pa tako naprej. Spravo, ti si zelo gambling, spravo, ali bo uspel ali pa ne bo. In bo uspel ali pa ne bo. Spravo, imate coine z hotelirstvom, imate coine za zobarja, pa imate coine ne vem zakaj. Spravo, naša firma pač ve, če hočemo razmišljati o splošni uporabnosti, moramo ponuditi vse možne platforme, da bo ta denar, ta naš coin krožil, tako kot danes kroži fiat valuta, tako kot danes kroži evro. In tukaj v tem svetovju, tukaj gor je približno 50 različnih platform, kjer bo plačilno sredstvo, ali je že, ali pa še bo, nekatere so v razvoju, ne bi zdaj v detalje, plačilno sredstvo naš DACoin. Recimo domena mene 3, tukaj gor levo, ne vem, če se vidi, imate gambling, loto, pa igrce. Spravo, mene nič od tega ne zanima. Niti ne igram igrc, niti se ne igram z igrce, niti ne račujem loto listkov. Zakaj pa potem to pomembno? Zato, ker to, če gledate vzuni, so to ogromni biznisi v teh poslih, v teh industrijah, v gamblerski industriji ali pa v industriji iger na srečo se vrne ogromne vsote denarja. Najprej sem vam povedal, s kakšno rastjo firma raste, se spomnite našega prvega slajda, se pravi, čez 1 leto nas bo 1,5 milijona, pa čez 3 leta nas bo 5 milijonov. Da ne bi zdaj naprej preveč želešno podobno. Zdaj si predstavljate, da na naši platformi je 1 milijon ljudi, ki vsak teden kup loto listek in 3 milijone mladih ljudi, ki igrajo igrice. Samo dobite eno predstavo, kakšen obrat, kakšen turnover, kakšna cirkulacija, ko je to lahko v naslednjih 3, 5, 7 letih. Spravo, potem imamo tukaj še od bolj uporabnih takih stvari, vsakdanjih, dark market, to je nekaj podobno kot Bolha. To samo naštevam kot primere, da boste videli, za kakšen širok način razmišljanja gre. Chris Ries na tem slajdu je rekel, takrat so firmo zagnali, mi želimo imeti največji ekosistem, ki je bil kadarkoli zgrajen okrog kriptovalut. Potem imamo recimo DAC Telekom, to je aplikacija, ki je zdaj v beta testiranju, tudi jaz imam na telefonu, jo pač uporabljam in firma od nas pričakuje nek feedback, bo je ta še izboljšen, potem ga bo dal na trg. Sam pomislite, kakšen blazna industrija so telekomunikacije.
V Sloveniji recimo je pest tega operaterjev in vsi prav fajn živijo, se mi zdi. Se pravi, tako da dobite malo predstavo, kaj bi to lahko v prihodnosti pomenili, kakšna ogromna cirkulacija našega coina bi to lahko bila. Se pravi, to je druga stvar, ki dela naš coin poseben oziroma ga dela, mu daje, odpira široko odprta vrata za uporabnost. In tretja stvar je tisto, kar so pokazali kriptovalute v preteklosti, je to, da so nestanovitne, se pravi, nimajo stanovitne cene. Zdaj, za tistega, ki trada, je to super, za vsakdanje uporabo pa absolutno ne. Zakaj smo mi zadovoljni z evrom, kakor smo pač zadovoljni? Zakaj smo bolj zadovoljni z evrom, ker smo bili z dinarji pred 30 leti? Se preprosto razlog, zato ker ima stabilno ceno, se pravi, in uporabniki si želijo za uporabno stabilno ceno in po drugi strani, kar je še bolj mogoče pomembno, sprejemna mesta. Se pravi, ne more sprejemno mesto sprejemati neko kriptovaluto, katera koli to že je, ne bom spet o Bitcoinu govoril, če cena, ne vem, volatilna 10% dol navzgor, jutri pa 13 dol, pojutrišnja pa 30 gor, potem je 2 dni mir, pa spet 20 dol. Se pravi, to je zgolj špekulativno sredstvo. Z vsem dolžnim spoštovanjem do vseh ostalih kriptovalut, ne me narobe razumeti, jaz nimam nič proti Bitcoinu, vsi, ki imamo radi kriptovalute, imamo tudi Bitcoin, zastop se to, ker je to oče vseh kriptovalut, to je super, in je fajn, da ga imamo, samo firma je pač pogledala te slabosti, ki so se pokazale in stabilnost cene je ključnega pomena za to, da lahko se pogovarjamo o vsakdanji uporabi. Zdaj tukaj veliko ljudi mogoče malo debel gleda, se pravi, potem vi ceno izračunavate na podlagi tega, koliko je uporabnikov in koliko je sprejemnih mest. Tako je. In tako se nam zdi tudi pravilno, zaradi tega, ker verjamemo, da fundamentalno gledano je eno plačilno sredstvo vredno to, kot je stabilno in to, kot je uporabno. Se pravi, več, kot nas je uporabnikov, več, kot je mest, ki lahko to, kar imamo, uporabljamo, bolj je neko plačilno sredstvo cenjeno in tudi stabilno. Se pravi, plačilno sredstvo pa lahko karkoli. Jaz, ko sem bil star 10 let, smo se igrali s frnikolom, in če si zmagal, si dobil frnikola. In nismo obeni nič proti temu, da plačilno sredstvo ne more biti frnikola. Lahko je bila. Pa smo bili samo uporabniki. Si predstavljali, kako bila ta frnikola cenjena, če bi lahko sladoled kupil z njo. To za malo si predstavljal. Se pravi, ko bomo imeli dovolj veliko število uporabnikov, kjer je ta številka, ne vemo, bomo videli, ker to je odvisno od cirkulacije konja. In ko bomo dovolj veliko število imeli sprejemnih mest, se pravi, bomo imeli dovolj veliko cirkulacijo, kar posledično pomeni, da bomo imeli stabilno ceno. Zdaj zaenkrat, dokler se pa malo, dokler je pa to, kot je ta trenutek, se pa pač cena kalkulira, koliko vidite na tej tabelici. Se pravi, cena je danes 59 centov, jaz sem jo kupil po 36, ko bo milijon, prej smo govorili o milijonu do konca leta in recimo, da bo 5000 spremnih mest je recimo v informacijo 1200 trenutno, bo cena, se pravi, da imate evro, pa na tej strani pol evra, evro pa pol, se pravi, 3x to kot danes. Zdaj sem govoril na eni strani o ekosistemu, sem predstavil, zakaj je to tako zelo pomembno, na drugi strani uporabnikih, in tretji segment, ki ga rabimo za to, da lahko govorimo, da je coin plačilno sredstvo, so sprejemna mesta. Tudi za sprejemna mesta je podjetje poskrbelo na super način, namreč razvili so poseben software, imenuje se DuckPay, to je plačilni procesor, ki je zaenkrat namenjen izključno za sprejem Duckcoina, ima pa možnost, in to je tudi cilj podjetja, da se kasneje integrira, da se lahko plačuje preko tega procesora tudi z drugimi kriptovalutami, s tistimi, ki se bojo pač obdržali, s tistimi, ki bojo preživeli, s tistimi, ki bojo uspeli rešiti te izzive, ki jih imajo. Tisto, kar je fajn pri vsem tem, je za podjetje to, da je popolnoma brezplačno in brez vsakih obveznosti. Se pravi, firma se enostavno registrira na ta DuckPay plačilni procesor, odda dokumente, v parih dneh to firma pogleda, ste resno podjetje in vas potem potrdi oziroma pozove, kaj še pravzaprav manjka. Plačilni procesor je za vse tipe poslov namenjen, se pravi, malo pomislite, imate prijatelje danes, imate znance, ki imajo firme, ki imajo spletne trgovine, veliko podjetij bo imelo v naslednjih mesecih težave s tem, ker ne bojo imeli dovolj prometa. Se pravi, kaj bojo iskali? Iskali bojo nov trg, iskali bojo nove stranke, iskali bojo nove potencialne interesente za njihov biznis. In tukaj imajo na tem Merchant Finderju
lahko se izpostavijo, v tem trenutku smo rekli, pol milijona novim potencialnih strank for free. Se pravi, podjetje nič ne stane, nič ne da, samo dobi v tem trenutku. In zadnja stvar, ki je pa v bistvu tudi zelo pomembna, ki je pa tudi dosti, bom rekel, redka v kripto svetu, glede na to, da je bilo veliko tudi divjih se stvari dogaja v zadnjih 10 letih, je pa to, da firma deluje v skladu z vsemi predpisi in licencami. Se pravi, to so licence na tej spletni strani, mislim, na spletni strani od agencije estonske vlade, lahko najdete te njihove licence in se sami prepričate, da ne sodelujete v kakšni napol ilegalni dejavnosti. Se pravi, firma deluje popolnoma transparentno, vsak si lahko to preveri, preden se bo odločil karkoli. Ok, vidite, takole krasen je tale naš Dacoin. Jaz bi lahko govoril o njemu še ure in ure in ure, sam vi me poslušali verjetno ne bi več, ne? To je bolj izziv. Skratka, vidite, te so paketi, zato smo firme malo nastavili, da ne bi zdaj nekdo rekel, jaz bi bil pa 313, ne, smo pač to popaketkali ali so popaketkali, pač lahko si izberete en paket od 50 € do 25 000. Vidite, da je dosegljivo za vsak žep, ne, se pravi, razlog to, da sam sebi rečete ali pa nam kdorkoli reče, da nima denarja, ne bi smel biti razlog. Ne, se pravi, običajno ljudje ali nimajo zaupanja v kripto svet ali pa bi mogli mogoče še enkrat prezentacijo poslušati, pa že 2-krat ali pa 3-krat. Ne, se pravi, dejansko je namenjeno čisto za vsak žep. Ne vem, če sem omenil, firma je v preteklih 2 letih več ali manj delala v tretjem svetu, ogromne strukture je v Jemnu, Jordaniji, Gandiji, Mehiki in tako naprej. O tem mogoče kdaj drugi, zakaj je tam ta ideja še toliko bolj, še toliko so bili ljudje navdušeni ob kakšni drugi priložnosti. Skratka, tudi vzor, vidite, s paketi omejeni, 25 000 € je največ, kar lahko dobite. Tudi to je zelo pomemben podatek, zato ker to je še ena slabost, ki jo finančni sektor kaže, ne samo kriptosvet, namreč koncentracija kapitala. Ne, vedno, ko pride nekaj dobrega, ali pa ko pride nekaj tazga, kar je moteče za ostale, pridejo fantje z velikimi denarji in rečejo, se povežejo v neko skupnost, se ni treba niti zavidi in pač pokupijo kontrolni delež, ko se to lepo reče po slovenski. To bo Andreja vedela, ker neke ekonomske izraze, zdaj tukaj uporabljam kontrolni delež. Se pravi, ne želimo koncentracije kapitala, mi želimo, da ima 100 milijonov ljudi 500 € na Shitcoinu, ne pa da ima manjšina 90% vsega denarja, potem je nič decentralizacija kriptovalut. Se pravi, lahko si izberete paket, s katerim se lahko, ki pač denar, ki ga lahko pogrešate, ker glede na razvojno fazo, v kateri smo zdaj, firma ponuja, da se te coine veže za najmanj 1 leto oziroma za največ 3, tukaj tabelca, lahko si vsak pogleda, jasno je, pač večjo vsoto dač, večja je tudi nagrada. Tisto, kar je zelo fino pri tem, je to, da ko kupite paket, dobite te bonuse, te procente, ki so tukaj navedeni, takoj, se pravi, ne čez 3 leta, ko vam poteče vezava, dobite takoj po današnji ceni. Ne, se pravi, v bistvu kupi bistveno ceneje, kot pa je dejansko res ta moment cena. Odvisno pač od paketa, ki ste si ga izbrali. To pokrog našega produkta, naših produktov, govoril sem več ali manj o Dacoinu. Za vas je lahko tukaj prezentacija končana, lahko rečete super, vidim, da gre za neko zdravo zadevo, tega nisem omenil, prihaja firma iz Estonije, prihajajo iz poslovnega okolja, ki dobro vejo, kaj delajo, ker je Estonija najbolj digitalizirana država na svetu, če že ne v Evropi, če že ne na svetu, pa vsaj v Evropi, to se hotel reči. Se pravi, če pa želite zaslužiti hitrke, ne, se pravi, tam vidite, da morate pač denar pustiti in pač nekdo drug bo zgradil to skupnost. Se pravi, kaj je pravzaprav naše delo? Naše delo je, da delamo to, kar si življenje počnemo vse v življenje. Nekaj pa je to. Ja, vsi delamo reklamo vse življenje. Edina stvar, edina razlika med mano pa med tistimi, ki pravijo, da oni pa ne bi nobenemu nič povedali, je ta, da jaz govorim vse življenje in sem vse življenje že plačan za to. Ne vem, lahko vas naučimo tisti, ki to delamo vse življenje, kako se to naredi, a ne? Lahko pa še naprej govorite, da vi pa niste prodajalec. Moja žena recimo pravi vedno, da ni prodajalec in pa vedno povem primer, da
ona iz Fenica, ko se že reče, še povedati ne znam. Mogo pokazati po hištvo. Ikea, znamenite Ikea. In ona, vse njene prijateljice vejo, kako prije do Ikea, kdaj je Ikea odprta, kdaj je zaprta, kje so katalogi, se pravi, dela mrežni marketing, ampak nažalost najina pač Ikea ni v mrežnem marketingu. Če bi bila midva že zdavni milijonarja. Se pravi, kaj delamo? Ja, delamo reklamo. Se pravi, kako delate reklamo, je v bistvu najprej spoznate, danes vidite, da nas je paradi, lahko si daste priložnost, sami sebe spoznate, kdo smo tu ljudje, spoznate, da to, kar sem vam danes govoril, da je resnično, spoznate to, da je marketing plan tak, da lahko dejansko vsak zasluži in potem pač vam ni popolnoma nič več težko podeliti to idejo s parimi prijatelji, ker res ni težko. Ne boste verjeli, res ni težko. Ljudem poveste, da je ob 8 večer, vsak večer ob 8 imamo webinar in date link in poveste, kje se prižge kamera, kje se ugasne mikrofon in poslušajo. Eni rečejo ja, eni rečejo ne, ampak to je naše delo. Blazno zakomplicirano, ne? Ok, se pravi, je pa po drugi strani neobvezno, vse, kar morate narediti, če hoče biti naš priporočitelj, enkrat na leto vas to košta 30 €, zato dobite svoj back office, katerega pač vodite, ta svoj biznis. Tam na enem slajdu sem spustil, lahko ga delate kjerkoli. 90% strukture od Success Factorja je izven Evrope, se pravi, v Sloveniji nas je 200 ljudi, ki to delamo. Teh 5-6, ki smo res aktivni, smo danes tukaj na webinarju, imate čist deviški trg. Na celem Balkanu in nobenega. Jutri ob 8 zvečer imam ponovno webinar vse v hrvaščini. Če imate koga, danes se odločite, rečete, kakšen paket boste, plačate 30 €, vidite, lahko začnete svoj globalen biznis. Ne, tako preprosto je to. Saj jaz sem ga tako začel, pa tudi mislim, da je tako preprosto. Sem povedal, delate globalno, delate kjerkoli, ok, zdaj ta stavbi ideolog, zdaj trenutno ven, ker zdaj vsi delamo trenutno doma, ne od kjerkoli, iz dnevne sobe, kar je super, ne, zato ker za nas se ni nič spremenilo, ne, skozi liče ljudje pravijo, ja, kako pa je zdaj s tabo koronavirus, super, ne, delam pač, večer delam webinarje, tako mi je hudo, ne. Drugače pa dejansko res ne potrebujete, ker ne smešek, imate takle PowerPoint, imate 2krat na dan prezentacije v različnih jezikih, lahko dejansko delate, z tem, ki je interneta povezava, pa da imate telefon in da vse kapite. Ok, jaz bom danes zelo kratek pri številkah, iz preprostega razloga, ker sem danes več hotel povedati o naši viziji, o našem projektu. Nagrade so super, zaslužki so super, res bomo šel v 3 minutah čez tole. Obstaja 5 različnih vrst provizije. Prva provizija je 10% od vašega direktnega priporočila. Se pravi, nekdo vzame paket za 1000 €, dobite v ponedeljek, namreč vsak ponedeljek imamo provizije 100 € ponedeljek na vaš račun. Od teh 100 € je 65% v evrih, 35% je pa v naših coinih. To je naša prva provizija. Druga provizija, delamo kot tim, delamo skupaj, pomagamo si, imamo binaren sistem, pomeni imate 2 strukture, eno levo, eno desno. Tisto, kar je lepota binarnega sistema, da ima tudi vrst sponzor, samo 2 noge in tudi njegov sponzor ima samo 2 noge, se pravi, ko ima svoje 2 pozicije polne, potem mu prestane drugega, da ga piše tudi tega človeka. Se pravi, če ste v neki aktivni sponzorski liniji, če delate z ljudmi, ki so aktivni in te aktivni smo tukaj gor, potem imate dobre možnosti, da dobite tudi nek promet, da se vam ustvari nek promet, ki ga niste naredili vi. In 10% enkrat na teden ravno tako čike noge. Ok, da vam povem, čisto en konkreten primer, se pravi, mi se zdaj skozi pogovarjamo o procentih, vas verjetno zanima, ok, koliko prometa moram narediti, da bom zaslužil, ne vem, povprečno slovensko plačo. To smo zadnjič računali, se pravi, za eno povprečno slovensko, minimalno slovensko plačo, 650 €, morate narediti 5000 € skupnega prometa. Morate imeti čeprav postavljen, ampak 5000 € skupnega prometa. Zdaj ne vem, kaj vi v življenju počnete, ne poznam vas vseh, ampak če gledam neko fabriko, neko podjetje malo, jaz težko verjamem, da vam bo delodajalec, ki ste vi prinesli 5000 € prometa, v firmo dal jurja plače neto. Mislim, da ni veliko takih delodajalcev. Se pravi, boste mogli precej večji promet firmi ustvariti v službi, tam, kjer pač delate,
boste dobili 5000, mislim, da boste dobili povprečno slovensko plačo 5 jurjev, bo malo. Se pravi, to je čisto osnovno, zato da imate eno predstavo, koliko pravzaprav je treba narediti prometa. Če rabite manj, ne, mogoče ste v penziji, imate prijatelja, ki je v penziji, mogoče rabite samo 300 evrov. Ne. Je matematika čisto enostavna. Se pravi, ti ni treba narediti 5 jurjev prometa, narediš 2 jurja prometa. Imam tukaj na klic ljudi, ki so bistveno bolj ambiciozni, ki ne zanima 500 evrov, kako če 5 jurjev na mesec narediti, izračunite si sami. Ne, se pravi, kasneje, ko imate neko strukturo, dobite tudi leadership bonus, ker se potem tudi vaše obveznosti malo spremenijo. O tem ne bi zdaj v detalje razlagal, ker ste v bistvu še na začetku. In če ostajate pri tem, da delate povprečju recimo 5000 evrov prometa svojega na mesec, to je zdaj spet neka moja projekcija, pač ste obsojeni na to, da boste dobili še en rank. Pač žal mi je, ampak boste dobili še eno od teh nagrad. Ne, jaz, ko sem prvič to videl, nisem bil preveč navdušen nad tem, sem si mislil, da to so pa take cifre, da bom to v naslednjem življenju naredil, ki ni šans nobenih. Ne. Potem sem bil tako, Boris, ne, tako kot vsi mi, sem pa začel tole marketing plan gledati, pa te številke preučevati, pa sem rekel, pa se to ni nič takega, se to ni kakšen tak blazen promet. In potem smo združno prišli do tega, da dejansko vsak, ne glede na to, ali je pokrit, mlad, star, pameten, izobražen, neizobražen, vsak pač lahko pride v 1 do 2 let, 2,5, 3 do pač enega tega kariernega nivoja, vkolikor to vzamete kot svoj posel, seveda. Če pač to nek hobi, meni ljudje rečejo, bom malo probal, bom kakšnemu povedal, potem imam slabo novico za vas, pač ne boste dobili stanovanja v Dubaju. Lahko je pa to neka izhodiščna točka, lahko nekaj ljudi tako začne, pa potem še spoznajo podjetja malo bolj, pa se potem malo bolj resno odločijo. Se pravi, niti pa po drugi strani pa niti ni treba tega delati 10 ur na dan. Lahko gre se zdaj, ki je lep sončen dan, vsak dan za 5 ur ven. A pa gre se za 4 ure ven razmišljati, kako grem jaz. Gremo v šumo, pa tam razmišljam, kam gre ta svet. Se pravi, 2-3 ure na dan, če ste temu zavezani, leto do 2 boste pač dobili eno to nagrado za doseženi karierni nivo. Tisto, kar je zelo posebno pri tem našem podjetju, to vedno zelo vsi na prezentacijah poudarjamo, je to, da dobite te nagrade v trajno last. Se pravi, ni potrebno ponovno drugo leto potrebovati prometa, zato da vam avto stane. Ko enkrat dosežete volumen, ki je potreben za tak karierni nivo, za tak avto, za Mercedesa, dobite ključe v roke in avto vaš, tudi če si jutri izpišete. Ne vem, zakaj bi to kdo naredil, ampak teoretično. Se pravi, to je bila 4. nagrada, 5. je pa DuckPay, provizija. DuckPay sem prej omenil, da je plačilni procesor, ki je namenjen podjetjem. Že prej sem vas pozval, da malo razmislite o ljudeh, ki so okrog vas, ki bodo imeli v naslednjih mesecih, letih izzive okrog tega, kako pride do mnoga prometa. Prav, če vi razga prijatelja povabite, mu pokaže tole opcijo, vas firma nagradi za 100 evrov, zato ste ga pripeljali po 3 mesecih, ko se pač izkaže, da je resen, da se ni vpisal samo zato, da vi 100 evrov dobite, nobenih špekulacij. In druga stvar, enkrat kasneje, ko bo ekonomija obstajala dovolj velika, bo pač te sprejemna mesta, pri vsaki transakciji si plačala 1% provizijo in do te 1% provizije večina, kot vidite tukaj spod na tem mojem slajdu, večina te provizije dobi nazaj struktura. Se pravi, dobite vi in struktura, ki vam je pomagala, da ste spravili v sistem to novo prodajno mesto. Zdaj za na konec še enkrat s te paketi, da si še enkrat malo osvežite spomin, da razmislite, kaj je za vas primerno, kaj si lahko prvoščite, kaj lahko pogrešite za leto, 2, 3. Upam, da ste me razumeli, da tveganje je za vas praktično nično, to sicer ni finančni nasvet, mi se ukvarjamo z izobraževanjem, z informiranjem trga, vemo pa, kaj se dogaja, vemo, kakšen je bil razvoj v zadnjih 2 letih, poznamo podjetje, vemo, kako cifre raste, vemo, kaj se dogaja, tako da mi pogosto rečemo, to sploh ni investicija, investicija v naše podjetje je 30 evrov, zato ste affiliate, to je pa v bistvu samo zamenjava ene valute za drugo, ki boste kasneje lahko uporabili po ceni, ki bo višja, se pravi, kupna moč istega kovanca bo isti. Čisto za na konec, mi smo zdaj drugo obletnico podjetja, mi smo v Dubaju, to je mogoče že ena dodatna zadnja podpora, da vidite, kakšni ljudje se s tem ukvarjajo, da vidite dejansko lahko vsak to naredi. Tle se je Andreja slikala v Dubaju na te konvenciji z enim, ki je brez rok in brez nog in je zelo uspešen. Boris je zanj še lepo povedal.
noben v Sloveniji, sploh še po pol leta nima ta zgaran kakamon, brez rok in brez nog. Dejansko res ni nobenega razloga, ne. Jaz razumem, pogosto se ljudje bojimo novih stvari, kriptosvet nam je neznan, ne vemo, a smo pravi ljudje, a nismo pravi ljudje, kaj pa, če mi ne bo šlo, kaj bojo pa prijatelji rekli. Lahko vam povem, da ste na pravem vlaku lahko, če nimate še tistega confidence, če nimate prepričanja, si vzemite pa če majhen paket, boste zraven, opazujte nas, pa boste videli, da ste na pravem vozu. Hvala vam za vašo pozornost, upam, da sem vam dal kakšno vrednost, da ste dobili kakšno novo informacijo, kakšen nov pogled in čas je za akcijo. Roman, super, hvala lepa, odlična predstavitev, v veselje mi je vsakič te poslušati, krasno. Vsi, ki ste bili danes prisotni, ki ste novi, obrnite se na vaše prijatelje, dogovorite se z njimi, kako do paketa. Jaz bi pa želela povabiti vse obstoječe člane, da se nam čez 3 minute pridružite oziroma da ostanete na predstavitvi, ker bomo imeli za obstoječe kratek trening. Novim, ki pa še niste naši člani, se pa iskreno zahvaljujem in vam želim lep večer in se vidimo... Samo še sekundo, Andreja. Samo še sekundo, ne še odideti, prosim. Ne bom. Tukaj sem obljubil neko nagrado za tiste, ki bojo poštudirali, koliko let je rabila Coca-Cola, da je prišla do svoje prve milijarde. Ker namreč naše podjetje bo zelo verjetno prišlo do prve milijarde, glede na to, ko se stvari razvijajo v roku 2 let. Prej ste videli cifre, se pravi v 4 letih vse skupaj. Coca-Cola, ki danes vsi na svetu poznamo, je rabila, z odgovori ste vsi toliko delež, da žal nagrada ne bo podeljena, 100 let. Coca-Cola je rabila do svoje prve milijarde 100 let. Res je, da danes sicer ponudca milijardo na leto za marketing, za oglaševanje, ampak da so prišli iz nule do milijarde obrata, so porabili 100 let. Tako da več sreče prihodnjič, bom se potrudil, da drugič vprašanje nekoliko lažje, ampak mislim, da sem vam dal vse malo zamisliti, kje smo in kam gremo. Hvala vam lepa, se vidimo, lep pozdrav. Wow, super, evo, samo dokaz, da smo na pravi poti. Hvala lepa.